Posavje kot regija sestoji iz 6 občin in župani vseh občin smo danes z vami tu, da vam orišemo izzive, ki so pred nami. Kot regija moramo v slovenski prostor stopiti z jasnimi cilji, saj smo le na tak način lahko uspešni v boju proti centralizaciji našega glavnega mesta. Posavski župani smo enotni v politiki, da imajo ljudje pravico do zdravja in učinkovitega zdravstvenega sistema, varne države, varnost države ne jemljemo kot nekaj samoumevnega, zavedamo se pomena inovacij, ki smo jih kot družba priča v napredku digitalizacije, ter se zavedamo, kako zelo moramo spoštovati gospodarstvo in podjetništvo v našem regijskem prostoru. Okolje, prostor in kohezijsko politiko od nas za regionalni razvoj v času nekaterih velikih državnih projektov, kot je projekt JEK2, terjajo resen pristop pri sodelovanju in enotnem odločanju, saj gre za Posavje. Ne moremo spregledati izzivov, ki jih od nas terja skupna politika glede ranljivih skupin, pomanjkanja kadra za upravljanje nekaterih služb v šolstvu, zdravstvu in ostalih gospodarskih panogah. Kompas za naše uspešno delo bodo zagotovo volitve v letu 2026, prve spomladi, druge jeseni. Zdaj pa bi vas rad povabil, da po posameznih občinah naredimo kratek pregled tistih aktivnosti, ki so za nas pomembne, ter na koncu vsem predstavnikom medijskih hiš ponudimo čas za dodatna vprašanja. Pa bi kar začel s predstavitvo naše občine Kostanjevica na Krki, začel bi cestno infrastrukturo, saj kot vemo je za naše občane so dobre ceste eden pomembnejših dejavnikov uspeha v sami občini. Konec februarja je občina sprejela občinsko celostno prometno strategijo, ki jo je pripravilo podjetje Acer, del iz Novega mesta. Na otoku smo uredili dejansko mirujoči promet, parkirne prostore in dejansko peš površine, ker do sedaj tega ni bilo urejenega. Junija je bila končana cestna povezava med Kostanjevicom in Podbočjem, lokalna cesta Kostanjevica ter do meje z mestno občino Krško. Skozi leto smo obnovili še dodatne odseke cest v Orehovcu, v Malih Vodenicah, Ržiščah ter Zavodah. To je bilo kar zajeten zalogaj za našo občino. Glede na to, da imamo na otoku pohodne in parkirne površine, tlakovane s kamnom, vsako leto namenimo kar zajeten del sredstev tudi za obnovo teh površin, saj dejansko zima svoje naredi. Tudi s tem smo se ukvarjali. Komunalna infrastruktura. Letos smo prvič začeli z obnovo ekoloških otokov, tako da smo šli v te, ki so pač v zemlji in dejansko prostor bolj nekako urejen in je bil zelo dober odziv s strani občanov. Občina se pripravlja, tudi smo v preteklem letu pripravili projektno dokumentacijo za Grajsko cesto, kjer bi se radi prijavili letos na razpis, ki je na vidiku. Te imamo pa tudi naša centralna komunalna čistilna naprava je dejansko bila v preteklosti zgrajena v polovični fazi, tako da je bila, ko bi rekel, polovica je bila še proste, tako da smo že v projekt konec leta in nadaljujemo v letošnjem letu z montažo vse potrebne opreme, tako da bomo povečali kapacitete same čistilne naprave, da bo možnost dodatnega priklopa na čistilno napravo. Prostor OPN gre proti koncu,
vsi deležniki, ki so s strani države, smo nekako, je šlo čez, je vse nekako urejeno, najtrši oreh je Ministrstvo za kmetijstvo, tako da se še usklajujemo z njimi, tako da pričakujem, da bi v letošnjem letu zaključili z OPN-jem in tako, da bodo lahko naši občani začeli z želenimi gradnjami in obnovami. V preteklem letu smo zgradili to zadnji most, dejansko na našem otoku so 3 mostovi, od leta 2022 pa do prejšnjega leta smo zgradili vse 3 mostove nove, tako da je zdaj dejansko z mostovi za lep čas zaključeno, krajani so bili zadovoljni, tako da je bil res zalogaj, sem že večkrat rekel, da je to pač nekako bil mandat mostov, tako da imamo sedaj vse mostove nove. S tem smo tudi obnovili Studentski most, nismo pač povsem nov bil je obnovljen. Šola, pač v preteklem letu je šla naša dolgoletna ravnateljica v zaslužen pokoj, Melita Skušek, dobili smo novo ravnateljico in verjamem, da bomo tudi sodelovali naprej tako dobro, kot smo do sedaj. Za šolo je bila tudi narejena projektna dokumentacija za kuhinjo, ker nas v bodoče nas čaka obnova kuhinje. Zdravstvena dejavnost, tukaj je bila tudi za zdravstveno postajo pripravljena dokumentacija projektna za obnovo kurilnice. Zgrajen je bil nov vhod za zdrave otroke, pa skupaj z zdravstvenim domom Krško smo se prijavili za razpis za vozilo urgentnega zdravnika. Na razpisu od ministrstva je bilo 70 000, nekaj čez 20 000 so bili pa sredstva občine Kostanjevica. Kulturna dediščina, kot vemo, je občina Kostanjevica na Krki, ima kar precej objektov, ki so spomeniško zaščiteni. Eden od teh objektov je tudi naš, ko bi rekel, Kostanjeviški dvorec, ki je bil pred leti odkupljen od župnije. Začeli smo z obnovo v tem jesenskem času, nadaljevali bomo tudi v letošnjem letu, tako da počasi smo začeli z najbolj kritičnimi deli in verjamem, da bomo skozi leta to zadevo obnovili. Podpisana je bila tudi pogodba za projektiranje samega dvorca, tako da bi začeli smo v preteklem letu, nadaljujemo v letošnjem letu, tako da bi bila pripravljena dokumentacija projektna, da se potem lahko prijavljamo na kakšen resen razpis strani države ali Evropske unije. V turizem skozi leta skozi vlagamo, vidimo, da je lep odziv. Sam turizem se v občini kar povečuje, kakšne te končnice so kar postale že malo kritične. Vidim, da občani občutijo, da je malo preveč turistov. Gospodarstvo in kmetijstvo, vsako leto razpišemo tudi v tem sektorju razpis, predvsem v smeri kmetijstva, tako da se lahko naši kmetje prijavijo in pač občina sofinancira pri nabavi kmetijske opreme. Društvo v občini 30 društev, s katerimi vsemi dobro sodelujemo. Sofinanciranje se na različne načine, saj imajo tudi različne statuse. Pač to bi bilo na kratko vse, kar se je v preteklem letu dogajalo. Nekateri projekti, ki so se v preteklem letu začeli, se pač v tem letu tudi nadaljujejo. Kot sem že omenil, dvorec se nadaljuje obnova in tudi projektiranje samega projekta. Čistilna naprava smo v preteklem letu začeli, pa tudi nadaljujemo v letošnjem letu. Kot sem že prej omenil, nadaljevali bomo tudi z obnovo kurilnice, zdravstveni postaji, dokončanje izdelave projektne dokumentacije tudi za sam servis, pločnik od žolnirja do bencinskega servisa
pripravlja se vse potrebna dokumentacija za kandidiranje na razpisu proti galeriji Božidar Jakac. Dvorec sem že omenil, se je začelo, se nadaljuje. Sama celovita obnova našega dvorca. Začetek projekta tematski park Živa podoba, revitalizacija cistercijanske krajine, to je pri naši galeriji Božidar Jakac. Obnova dela tlakovanih površin, asfaltiranje občinskih cest, izdelava makroskopske prometne študije za naše mestno jedro. Radi bi tudi, in mislim radi, to bomo speljali letos, tudi prostor za raztros pri pokopališču v občini Kostanjevica na Krki. Nadaljevanje z obnovo gospodarske infrastrukture, dejansko sodelovanje s samim našim Ticom. To bi bilo na kratko, mislim, da nas čaka kar precej dela v letošnjem letu in verjamem, da ga bomo tudi uspešno speljali. Za vsa nadaljnja vprašanja se bom pa potem na razpolago. Hvala.